tell about Boxmark and also from his point of view as CEO of the Slovenian Employers Association, and we decided that he will speak to you in Slovenian. So just because it would be weird that he speaks English as well. Thank you very much. Še enkrat dober dan tudi z moje strani. Ja, danes smo bili soočeni z eno anketo, ki je v bistvu Advantage Austria pripravila za vse avstrijske udeležence. Mislim, da 55 podjetij so vse udeležili. Tukaj smo dobili kar bogate informacije, kako razmišljajo naši tuji investitorji na slovenskem trgu. Ugotovili smo, da se je v bistvu razpoloženje med pandemijo in sedanjost kar malo poslabšala zaradi tega, ker je tudi ena določena zaskrbljenost med temi vrsticami zaznati, zaskrbljenost za svetovno ekonomijo, zaskrbljenost tudi za določene poteze, ki se dogajajo pač v Sloveniji. Ne nazadnje je tako, da so tuji investorji Avstrijci, kot tudi ostali tuji investorji, z Slovenijo zadovoljni. Pričakujemo enostavno, da se bo tudi politično-ekonomska situacija v Sloveniji tako daleč odprla, da bomo lahko to skepso, ki je v anketi prikazana, zmanjševali. Če pogledamo v bistvu na končni rezultat, od leta 2018-2019 je bilo zadovoljstvo preko 90% tujih investitorjev v Avstriji, sedaj v pandemiji in v sedanjem časom pa je ta zadeva pod 80% padla, kar pomeni, da tukaj je tista zaskrbljenost tujih investitorjev, tujih investicij za 10% padla. Menim pa, da imamo v Sloveniji tudi to možnost pred tem, kaj nas zdaj tudi v letu 2023 čaka. Pričakujemo eno stagnacijo, ne bi rekel zdaj recesijo, ampak upamo, da bomo se lahko temu izogibali, vendar je mala verjetnost. In vse te negotovosti, ki jo pričakujemo tudi v bodoče, je seveda ena zadeva, ki se izkazuje tudi pri tujih investicij. Na prvem mestu je tudi bilo izpostavljeno birokracija, na katero tudi vse delodajalske organizacije v Sloveniji že več let opozarjajo. Bojim se, da se na tem področju industrializacije zelo malo dogaja. Vidimo, da javne uprave rastejo, učinkovitost pa ne in s tem avtomatsko povečamo ta neproduktivni del, ki seveda tudi stane kar precej dosti denarja, in to zaskrbljenost so v bistvu vsi tuji investitorji, avstrijski tuji investitorji na to opozarjali. Tu je potrebno vsekakor iti en velik korak naprej. Diversifikacija v določenih izdelkih je nam pokazalo, da smo že 2 leti nazaj razmišljali v pravo smer. Ne ostati samo na eni smeri, ampak iti v več panoge. Ugotovili smo, da za leto 2023 so napovedi za avtomobilsko industrijo zelo, bi rekel, ohlapni ali pa nepredvidljivi. In iz tega razloga smo že 2 leti nazaj razširili našo panogo tudi v letalsko industrijo, ki smo pa v času pandemije doživeli en kompleten polom, sedaj pa v drugi fazi pa en močen dvig. In srčno upamo, da bomo skozi celotno poslovno leto to lahko skompenzirali. Naši poslovni deleži zdaj v našem podjetju so se že premestili od prejšnjih 5% letalskega deleža zdaj na skoraj 20%, kar pomeni, da smo tukaj lahko določene dele skompenzirali. Lahko pa še na tem mestu omenim, da smo postali glavni dobavitelj v Emiratih, ki za business klaso delamo zdaj v bistvu našo usnje in skoraj 60% flote bo zamenjeno z slovenskimi izdelki.